Kopušar je ne Kopušar, prosim. Zdaj vsi veste, končno. Kopušar, ostric na oju. Jure Kopušar. Kaj da ne bi vedel, ampak okej, bo res. Marko Soršak, Soki. Kako si vpleten v zgodbo Viperstone? Kaj si za njih? Ja, čeprav verjetno bolj kotiran kot bobnar, ampak z Viperstoni sem pa postal kar naenkrat čez noč producent. Ampak ne bi rekel zdaj, da je ta čez noč, ker nisem imel kaj za početi, ampak enostavno dolgoletne glasbene izkušnje so pripeljali do tega, da je nekdo predlagal, če bi postal producent. Pa sem se na koncu koncev odločil, da bom poskusil in zgodilo se je najlepši trenutek, en lepši trenutek v mojem življenju. To je to? To je tvoja prva? Moja prva producentska plošča, tako je Planet Paranoia. Skratka je pa tako, ker sem sam v bendih, vem, kako težki so bendi, vem, kako so zakomplicirani bendi, kako so težko sploh komunicirati z glasbeniki, bom rekel, včasih, na momente, ne vem, zdaj sam sebi spet pljuval. Ampak, ko pa pride do momenta, ko si odgovoren za to, kako bo en izdelek nastal, je pa čisto drugačna zgodba. In moram reči, da res v življenju nisem nikoli na to pomislil, ampak v času korone koncertov ni bilo, šol nisem mogel obdarjevati, nič se ni zgodilo, zgodil se pa je Viperstone, Soki bi ti produciral našo ploščo. Ja. Viperstone? Ja. To je projekt, skupina, kaj je to? Viperstone smo štirje nadobudni glasbeniki, ki nismo šolani glasbeniki, vsak imamo svojo službo. Jaz sicer sem nekako, bi rekel tako, se izučil za to, ker sem igralec po izobrazbi, ampak kar se pa tiče pevskih voda, pa nisem šel, dokler me pač niso povabili zraven. Delamo svojo muziko, kar je najbolj pomembno, verjamemo v našo muziko, smo pripovedovalci zgodb, radi pripovedujemo o tem, kar se dogaja po svetu, nekako da predstavimo eno ogledalo družbe, tako kot je že Shakespeare rekel. In to smo mi, nastopi so bučni, so nafilani z energijo, tako kot naša muzika. In s to drugo plato, eno plato smo že posneli 5 let, 6 let nazaj, to je zdaj naša druga, ki smo jo končno lahko rodili po ne vem kolkem času, vseh zaprti, od začetka, ko smo hoteli oktobra, jo vendar potem smo na januar predstavili in zdaj še na juni in končno nam je ratalo, vsi smo zelo zadovoljni. Še ti pa bo konc. Primož in Jan, rockerska prijatelja. Kako to, da smo vas danes srečali tle? To ne more biti slučaj, ker mi spremljamo Viperstone že od samega začetka. Tako da Jure Koncilija, Jure Kopušar so naši prijatelji in opazujemo njihov napredek z vsakim koncertom, z vsakim komadom so boljši in boljši. Sta bila vidva kdaj vpletena v to zadevo tle, Viperstonovsko? Jaz kot navijač. Ja, jaz pa kot navijač in pevc. Mi smo imeli včasih, ne pri Viperstonih, ampak z Juretom pa z Robijem smo imeli band, z drugim basistom, z Urglom, pa jaz. Mi smo imeli band in od takrat naprej sem vedno zvest član in navijač na njihovih koncertih. Kdaj je bilo to? Koliko časa nazaj? To je bilo... Kdaj je bilo to? To je bilo, a veš, po mojem,
Kdaj je bilo to? 8 let nazaj, recimo? 8 let nazaj. Ja, stari smo se. Staramo se. Kako se vam je zdel nocojšnji koncert? Dobro, odličen. Odličen. Mislim, vidi se, da sem jaz šel iz benda, kar je zikr super. Vidi se, da fantje ful vadijo in da so, vidi se, da so ratali resen bend, ki ima pač želje, ambicije in tudi potencial, da jim nekaj uspe. No, to, da so en tak lockdown tako izkoristili in je prišlo to ven, je to en odličen začetek konca enega groznega obdobja. Rok, stari rocker? Ja, itak. Metalc pa punker bolj, no, kar rocker, čisto res. Ker pravijo, da se definiraš po tem, kaj si poslušal, ko si bil star 16. Torej punk pa metal. In to je še vedno ostalo. Ja, se ne moram drugače. Zdaj na prvem koncertu, bom rekel, rockerskem letošnjega leta, postkarantenskem, kako je? Končno, samo to bom rekel, res. Mislim, jaz sem itak komaj čakal, pa se mi je skozi del, da to more priti in je prišlo in valjda. Glej, zdaj moram potreti perno, pa ne vem, če bom tukaj končal. Tudi Viperstone so med priljubljenimi. Ja, valjda, mislim, pač Kopi je moj prijatelj, pa snemamo skupaj, frontman je, tako da, kaj je rekel, da ima band, to sem mu vedno, ja, dej, pa tako da sem slišal že neke stvari, še ko so to začeli, pa tako, zdaj med snemanjem smo imeli in kaj povabil, sploh pa zato, ko v bližini živim, sem tako rekel, itak da pridem. Torej, Ajda, ljubiteljica roka. Ja, definitivno že od malih nog. Viperstone spremljate tudi že dolgo? Že mislim, da od začetka, že ne štejem več koliko let. Sem zelo vesela, no, da so končno zdaj dobili priložnost, da so odprli plato in fantje so, mislim, the best, res. Vsako leto se mi zdi, da so boljši, dobro ga žgejo, Kopušar ima tak nor vokal, da me vsakič znova preseneti. To, da je zdaj končno vse skupaj odprto, to je tudi verjetno eden izmed zelo velikih dejavnikov, da se bo mogoče odprli tudi za vas. Ja, jaz mislim, da smo zdaj pa že vsi optimistični, no, da se bodo stvari znormalizirale oziroma prišle v neko novo normalo, tako da se zelo veselimo. Sploh to, da so koncerti lahko spet zunaj. Zadnjič sem bila tudi na predstavi, v bistvu šele, ko greš na en tak dogodek, vidiš, kako res ti to manjka.